Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Ste gostitelji prve novinarske konference za nordijsko prvenstvo v Planici, ste počaščeni? Je zagotovo, predvsem zato, ker gostimo vse skupaj tule v tem medgeneracijskem centru na Bledu, ki je bil namenjen za razne dogodke, tudi za tega. Predvsem pa zato, ker se vse skupaj dogaja nekako izven tiste glavne sezone in Planica bo na Bledu in je na Bledu res dobrodošla. Tukaj se bo odvil tudi en pomemben dogodek, 4. februarja Planica pride na Bled. Je tako, običajno hodimo Blejci v Planico, zdaj bo Planica prišla na Bled. Na Blejski promenadi se bo praktično cel dan dogajalo, predvsem za družine, za tiste z najmlajšimi, kajti tule bo njihova maskota Vita in pa še veliko drugih stvari, tudi mini Planica. Zato vabimo vse, da pridejo torej 4. februarja čez dan na Bled, na Blejsko promenado, kjer bodo lahko prvič in edinkrat doživeli Planico na Bledu. Na Bledu imate tudi precej kapacitet, ne samih hotelov, temveč tudi privatnih kapacitet, ker bodo prav gotovo gostje, ki bodo prihajali v Planico, prenočevali tudi pri vas in v okolici. Ja, zagotovo. Bled je skoraj da medijsko središče, lahko rečem, ker bodo večinoma vse ekipe nastanjene na Bledu po hotelih. Poleg tega je tule že veliko rezervacij za individualne goste in pa za skupine navijačev, pa tudi nekatere druge skupine vezane na Planico, tako da ja, Bled lahko rečem, da bo živel tudi zaradi Planice in pa s Planico. Kako potekajo še zadnje priprave, ki bodo čez en mesec gostile nordijsko prvenstvo 2023 v Planici? Torej, priprave potekajo skladno z načrti. Zadnje snežne padavine so nas sicer zaustavile za nekaj dni, tako da so naše trenutne aktivnosti namenjene predvsem postavitvam začasne preditvene infrastrukture, pa delno tudi čiščenju in odstranjevanju tega snega, ampak zaenkrat vse v časovnicah in rokih, ki smo si jih zamislili in tako kot sva dejala, slab mesec pred dogodkom, največjim dogodkom, športnim dogodkom, ki ga je kdajkoli gostila Republika Slovenija. Koliko časa bodo oči odprte v Planico, v vsa tekmovanja in v katerih disciplinah bodo potekala? Torej od 21. februarja pa vse do 5. marca bodo recimo, da oči svetovne nordijske javnosti zanesljivo uprta v Planico. Torej tekmovanje bo potekalo v 3 disciplinah, torej smučarskih skokih, smučarskih tekih in pa nordijski kombinaciji. Torej velja morda izpostaviti to razliko med samim finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih, smučarskih poletih, ki ga vsako leto gostimo v Planici. Torej letalnica bratov Gorišek in program poletov ni vključen v del prvenstva, to pride kasneje med 30. marcem in 2. aprilom, torej ko bo zastor 5. marca padel, že čez dobre 3 tedne potem klasični finale svetovnega pokala. In nekje se bodo ti finali potegnili tudi v mesec april? Ja, letos prvič zaključujemo finale v mesecu aprilu, torej v nedeljo 2. aprila bo zaključek tega finala, najpozneje kadarkoli v koledarjih svetovnih pokalov. Vi sodelujete tudi s Slovenskimi železnicami, tako da bodo tisti, ki bodo prihajali in bodo imeli vstopnico za nordijsko prvenstvo v Planici, lahko potovali z železnico in potem naprej z avtobusi do Planice, do prireditvenega prostora. Tako je, ker želimo spodbujati trajnostno mobilnost, spodbujamo seveda organizirane prihode, kar čim bolj organizirane. Vlak vemo, da je tu nekako najbolj trajnosten. Žal je zadnja postaja na Jesenicah in od tam je še vedno potrebno prepeljati z avtobusi do same Planice. Sicer pa ja, veljavna vstopnica za obisk prvenstva velja tudi kot, torej z njo velja brezplačen prevoz. To vstopnico je potrebno le pokazati na blagajnah Slovenskih železnic in s tem dobite zraven še potem vstopnico za prevoz z vlakom. Vsekakor se bo sprehajala med gledalci tudi ta vaša maskota? Ja, Planica prvič res dobiva takšno tudi maskoto, če so bile čaplje že ves čas simbol Planice, je tudi čaplja Vita, nova maskota Planice, popolnoma in povsem v tem kontekstu, torej imamo tudi maskote človeških velikosti, tako da bo lahko šla med ljudi, veliko krat je že bila med otroci, med družinami in tako bo seveda tudi v času prvenstva. Hvala lepa. Hvala seveda in dobrodošli. Kako je poskrbljeno za logistiko, kar ste omenili že na sami novinarski konferenci, da je to kar precejšen zalogaj?
Tako, za nas je bil to glavni izziv v tem smislu, da se prizorišče popolnoma spremeni za letošnjo svetovno prvenstvo, bistveno manj prostora, ker ga zavzema prireditvena infrastruktura. Temu primerno smo mi prilagodili tudi parkirne površine, smo jih z določenimi posegi v smislu začasnih parkirnih površin premaknili v okolico Rateč in Podkorena, v določenem delu pa tudi v Kranjsko Goro. Hkrati se pa skladno z prej omenjenimi dejstvi premakne tudi glavna vstopna točka iz same planice v Rateče oziroma na območje Ledin, od koder bodo obiskovalci potem cirka 1,5 kilometra opravili še peš poti do samega prizorišča oziroma tekmovalnih prireditev. Ali menite, da je dovolj parkirnih prostorov v sami okolici na samem prizorišču? Prav gotovo ne, ker je pripravljeno za tekmovanja. Torej, kot omenjeno, v neposrednji okolici ne, ker bo planica za promet, razen za tista vozila s posebno dovolilnico organizatorja, ne bo dostopna. Mi bomo že od glavne ceste v Ratečah, torej od krožišča v Ratečah proti planici imeli, torej cesta ne bo prevozna, razen z dovolilnicami. Verjamemo pa, da smo poskrbeli v dovoljšnji meri tudi za parkirne površine obiskovalcev. Res pa je, da naj na tem mestu vse obiskovalce in tudi druge sodelujoče povabim oziroma nagovorim, da naj se pri prihodu v planico poslužujejo trajnostnih oblik mobilnosti, torej organiziranega prevoza, bodo lahko uporabljali brezplačne železniške prevoze od koderkoli v Sloveniji in od Jesenic naprej naše avtobusne prevoze, če bodo imeli veljavno vstopnico za svetovno prvenstvo, lahko pa tudi seveda organizirano z avtobusi. Naj na tem mestu še povem, da smo tudi v sodelovanju z občino Bled se dogovorili, da bo tudi iz Bleda iz parkirnih površin poleg torej ledene dvorane vsak dan po določenem urniku, ki bo objavljen na naši spletni strani, zagotovljen brezplačni prevoz za vse obiskovalce svetovnega prvenstva. Ali bodo ti avtobusi lahko ustavljali tudi po drugih vaseh, ki vodijo v Zgornjesavsko dolino? Te avtobusi bodo ustavljali. Jaz prosim vse obiskovalce, ki so zainteresirani za take oblike prevoza, da spremljajo našo spletno stran, kjer bomo tudi bolj točno definirali vsa postajališča na poti do planice oziroma Rateč. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa in se vidimo v planici. Kakšno opozorilo dajete vi, glede na to, da se bliža nordijsko prvenstvo, da je planica v Triglavskem narodnem parku vsem, ki bodo prihajali v planico? Naj ponovim besede organizatorja, in sicer organizator je zelo dobro poskrbel za javni prevoz do samega prireditvenega prostora. Dogovori so bili narejeni tako s Slovenskimi železnicami, prav tako pa tudi z organizatorjem avtobusnih prevozov. In v prvi vrsti je poziv strani Triglavskega narodnega parka kot upravljavca Triglavskega narodnega parka in pa tudi biosfernega območja Julijske Alpe, da se ljudje poslužujejo javnega prevoza, da ne odhajajo na dogodek s svojimi vozili, da uporabljajo javni prevoz, ker to ni samo, bom rekel, iz organizacijskega smisla, ampak je tudi iz vidika ohranjanja narave in pa da se dogodek dejansko odvije na čim manj moteč način, tako za naravo, seveda pa tudi za prebivalce. Prav tako pa, da bo na ta način bodo tudi obiskovalci dobili neko izkušnjo in pa neko doživetje, ki ga pričakujejo in ne bodo, bom rekel, nekje v prometnem kolapsu in pa v stresu, ali bodo pravočasno prišli na samo prireditev. To je ena od stvari, druga od stvari je pa seveda sam prireditveni prostor kot tak je urejen, je organiziran, po drugi strani je pa zelo blizu tudi prvo varstveno območje. Vedeti moramo, da je zima, da živali počivajo in nikakor ne preprečujemo ljudem, da bi hodili v park, da bi se rekreirali, da bi zaužili sveži zrak, vendar, ampak jih celo pozivamo, da gredo za rekreacijo in pa tudi za sprostitev, vendar pa ob samem obisku naj spoštujejo te pravila, naj se zavedajo, da je okolje občutljivo, ter naj se držijo označenih poti in pa naj med obiskom seveda ne bodo preveč glasni.